Na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici je v petek potekalo že 15. srečanje turističnih podmladkov, ki delujejo na območju Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica. Predstavilo se je kar 13 različnih podmladkov osnovnih šol, srednje šole in vrtcev. Na odprtju so zbrane pozdravili predsednica Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica Brigita Koren, direktor Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica Tomaž Repnik in podžupan občine Slovenska Bistrica Modest Motaln. Brigita Koren je ob tej priložnosti spomnila na pomen tovrstnih srečanj. Res je, 15. leto se že trudimo z turističnimi podmladki. Turistična zveza se je z vsega začetka borila za to. Hodili smo od ravnatelja do ravnatelja, prosili mentore, da bi turistični krožek uvedli v same šole in zelo smo veseli, da še to živi in upamo, da bo še živelo kar nekaj let naprej. Tukaj otroci pravzaprav predstavljajo izjemno veliko inovativnih idej. Ja, zelo so inovativni. Sicer Turistična zveza Slovenije da ene smernice, po katerih naj bi se držali, ampak otroci imajo neizmerno veliko domišljije in če pogledate po stojnicah, boste presenečeni, kaj vse vam bo iz svojih ust oni povedali. Turistični krožek osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica se je predstavil z nalogo Fridatlon, pri kateri je sodelovalo 16 učencev in učenk, med njimi tudi Pavlina Potočnik. Mi smo želeli predvsem kulturo naše Slovenske Bistrice zavzeti in tako smo se odločili, da bi naredili mogoče kaj za gibanje. In glede na to, da je v naši Slovenski Bistrici že 10 let Fridina mišica, smo se odločili, da bi jo malo nadgradili, s tem, da bi povečali njihovo ciljno občinstvo. In tako smo se odločili, da bi naredili Fridatlon, ki je v bistvu oblika orientacijskega teka za malo starejše. Naredili smo tudi Fridatlon za turistične pohajkovalce, ki je v bistvu namenjen predvsem družinam in starejšim osebam. Imamo pa tudi mini Fridatlon, ki se izvaja na sami Fridini mišici, ki je pa za čisto male in v bistvu nudimo voden ogled Bistriškega parka. Kako ste se pripravljali za to nalogo? V bistvu mi smo bili vsaki petek v učilnici in smo pisali nalogo. Potem pa smo hoteli narediti čim bolj interaktivno tržnico, tako da smo razmišljali, kaj bi bila taka igra, s katero bi povezali in našo nalogo in šport. Tako da smo se odločili za Fridamin, ki je v bistvu neke vrste spomin, ampak tako da v bistvu imaš športne izzive vmes, ko odkrivaš pare. Morda tudi razmišljaš, da bi se v prihodnje ukvarjala s turizmom? Ja, definitivno je zanimiva ideja, tako da če mogoče najdemo kaj, bi se celo lahko. 11 dijakov in dijakinj Srednje šole Slovenska Bistrica je v okviru mednarodnega projekta Erasmus Plus Mladi v akciji pripravilo projekt Nacikliram, okolje saniram. Na stojnici ga je podrobneje predstavila Anika Sever. Prejšnja leta smo že sodelovali v projektu Erasmus Plus. Tukaj v bistvu sodelujemo torej Srednja šola Slovenska Bistrica v Sloveniji in srednji šoli iz Romunije in Srbije, kjer se v bistvu ukvarjamo z nacikliranjem, torej da iz starega naredimo novo. In smo skozi razne delavnice v bistvu se naučili različnih načinov, kako lahko predelamo in s tem tudi v bistvu neko spoznavali neko okoljsko tematiko, torej kako bi lahko zmanjšali vpliv na okolje s tem, da v bistvu že izdelane izdelke v bistvu prenovimo, da nastane nekaj novega, bolj uporabnega. In kaj ste pravzaprav sedaj ugotovili, ko zaključujete ta projekt? V bistvu pač je seveda okoljsko dosti boljše, če se stvari predelajo, da v bistvu tudi lahko kdaj tudi bolj uporabne stvari naredimo, ki so nam bolj všeč. In kaj je na ogled tukaj na stojnici? Imamo različna oblačila, ki smo jih izdelali recimo iz starih kavbojk ali pa majic, recimo smo izdelali tudi vrečke. Potem v Romuniji, na katero izmenjavo smo zdaj nazadnje šli, smo izdelali tudi te peresnice iz odpadnega papirja in pa flaše oziroma steklenice za dekoracijo. Prireditev, ki jo je povezovala Jana Jeglič, je tudi letos pripravil Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica v sodelovanju z osnovnimi šolami, srednjo šolo in bistriškima vrtcema ter Medobčinsko turistično zvezo Slovenska Bistrica. Pokroviteljica prireditve pa je bila občina Slovenska Bistrica.